Danes v Pomurskem dnevniku. Že 20. Jožefovi dnevi. Mura z zmago na drugo mesto. 2 milijona za staro študijsko knjižnico. Očistili reko Dravo svinjarije. Vreme, jutri bo sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vikend, ki je za nami, je bil dokaj pester. Občina Cankova, turistično društvo in ostala društva so pripravili že 20. Jožefove dneve. Ob razstavi v dvorani je potekala razstava likovnih del ter Jožefovo senje, ter zanimivi nogometni dvoboji. Kar nekaj pohodnikov pa je izkoristilo sončno soboto. V kulturni dvorani Cankova so pripravili razstavo. Predstavilo se okrog 20 različnih ročnih del in obrti. Največkrat smo videli izdelke iz vezenin ter klasične obrti, kot so lončarstvo, kovaštvo, čebelarstvo, sladkimi medenimi izdelki ter drugi. Ob tem so se predstavile tudi turistične kmetije. Potem izdelkov iz različnih materialov, torej izdelkov rož in raznih drugih predmetov, predvsem bliža se velika noč in veliko je tudi pirhov. Tu imamo eno celo, ki pirhe tudi izdeluje in nam to prikazuje. Svoje ročne spretnosti je pokazala tudi Anica, ki ustvarja lepe pisanice. Te bodo kmalu po naših hišah za velikonočne praznike. Pokazala nam je tipično prekmurski motiv, a kot doda, nariše vse, kar si kdo zaželi, s prav posebno tehniko. Najprej z voskom, te nam v barvo, te imam v barvo napravljeno, ne? Pa te tudi z barvo prekrijem koščenko, ostane ta barva vijoličasta, te pa v črno denan, ali pa pač drugo, ne? V soboto je potekal tudi pohod. Nas je prišlo več kot 70 pohodnikov iz občine Cankova, sosednjih občin, iz raznih drugih krajev Slovenije in smo popotovali 15 kilometrov po poteh naše občine, občudovali čudovito naravo, se družili in nazdravljali prihajajoče pomladi. Ob razstavi, ki je bila v nedeljo, so potekale še ostale aktivnosti. V Vili Fogler je galerija, kjer razstavljajo člani društva Ludvik Vrečič. Ta sekcija še obstaja in vsako leto tudi marca imajo eno razstavo. Na Jožefovih dnevih tudi letos ni manjkalo Jožefovo senje. V popoldanskem delu pa je bil čas za zanimive nogometne dvoboje. Med veterani nogometnega kluba Cankova, med duhovniki slovenske reprezentance PAX, to se pravi Mir, to se pravi ti duhovniki celo sodelujejo v tekmovanju nogometa v okviru Slovenije in tudi v tekmovanju z duhovniki po Evropi in policisti. Teda je to, bom povedal, za občino Cankova, za župnijo in za vse nas lep dan. Domačini so dogodek, ki traja več dni, lepo sprejeli. Kar sprejeli so jih, ampak jaz imam občutek, da nekako premalo cenijo ves ta trud, ki je v to delo vložen in kar pretežno ženske delajo in škoda, da ni malo več obiska. V soboto 1. aprila bo sledila še zaključna prireditev v sklopu letošnjih Jožefovih dnevov in sicer folklorni večer v kulturni dvorani ob 19:30. Nafta je v dvoboju vodilnih ekip premagala Beltince. Mura doma visoko ugnala Rakičan. Križevci so na domačem terenu ugostili Ljutomer. Prleki so prišli do minimalne zmage z 1:0. Odranci, ki so prvi del prvenstva končali na 4. mestu, so gostovali v Bogojini in prišli do zmage z 2:0. Na derbiju začelja sta se udarila Hotiza in Grad. Domači pa so s prepričljivo zmago naredili en korak bližje k obstanku v 3. ligi. Mura se je na Fazaneriji predstavila v novi podobi, saj je priložnost v prvi 11-terici dobilo kar 5 novincev, med njimi tudi Darjan Matić. Res vesel sem, mislim, da je bilo tudi dosti ljudi danes, navijači so odlično navijali skozi vso tekmo, visoka zmaga, zaslužena in vesel sem, da je tako. Črno-beli so Rakičanu v prvem polčasu zabili zgolj en zadetek, v nadaljevanju pa se je mreža gostov zatresla še 6-krat in Mura je pričakovano prišla do visoke zmage v prvem krogu spomladanskega prvenstva. Zadel je tudi Matić. Ja, sigurno, sam nisem glih igralec, ki bi dal veliko golov, zato sem še tako bolj vesel tega zadetka, ampak bolj sem pa vesel, da je ekipi izteklo, da smo visoko premagali nasprotnika in da nekako pozitivno gledamo naprej.
Črno-beli so s to zmago tudi skočili na drugo mesto med tretjeligaši, saj imajo po porazu žutih zdaj 2 točki več kot Beltinci. Da nekako je dobro, da smo od samega začetka na tem drugem mestu. Naš cilj je, saj moj osebno rad bi končal na prvem mestu, ne bo lahko, Nafta je dobra ekipa, ampak prva 2 mesta vodijo in če ne drugega je najmanj, kar si želimo, ostati na tem drugem. Naslednji vikend jih že čaka dvoboj z nogometnim klubom Čarda iz Martjanec. Odvetniku Elizabete Vurt, hčere nekdanjega murskosoboškega župana Ferdinanda Hartnerja in zagovornika madžarizacije Pomurja je država po nekaj letih pravdanja le nakazala skoraj 2 milijona evrov odškodnine. Ferdinand Lindvaj Hartner je bil med letoma 1933 in 1945 župan Murske Sobote. 6. aprila 1941 je med drugim sprejel nemško vojsko, ko je vkorakala v mesto, in 16. aprila govoril na slovesnosti, ko so Nemci predali oblast Madžarom. Partizani so ga po vojni obsodili na smrt. Obtožen je bil veleizdaje, nasilnih mobilizacij, internacij, deportacij, a je pobegnil v Avstrijo in nato v Argentino. Leta 1946 so mu zaplenili vso premoženje, tudi stavbo nekdanje študijske knjižnice ter grad na Goričkem. V 90. letih je hčera Wurst Elizabeta sprožila denacionalizacijski postopek. Leta 2012 je odvetnik Danilo Hari, zastopnik Hartnerjeve hčere Elizabete Wurt, dosegel oprostitev vseh obtožb takratnega sodišča partizanskih oblasti. Zatem je hčera dobila vrnjeno premoženje, tudi stavbi Hartnerjevo vilo v Murski Soboti ter grad na Goričkem, a je bila zaradi pomena stavb Wurtova upravičena le do odškodnine v višini skoraj 2 milijona evrov. A ker je Elizabeta Wurt nedavno premenila, denar zdaj pri odvetniku Danilu Hariju čaka na odločitev dedičev. Že minuli vikend so po Sloveniji potekale čistilne akcije. Očistili so tudi reko Dravo. Mariborski potapljači so že 25. namreč pripravili čistilno akcijo Drava 2017 pod sloganom Ni nam vseeno. Na pomoč so jim priskočili tudi pomurski potapljači. Že nekaj let se takšne čistilne akcije udeležujejo tudi pomurski potapljači. Miran Rojko, ki je bil minulega leta podpora na kopnem, letos se je prvič potopil v Dravo. Ja, kot prvo je to vzdržljivo za našo dejavnost, torej potapljanje, in obenem, če odkrijemo smeti, pa jih dvignemo, s tem pač pomagamo okolju. Iz Drave so potapljači potegnili več koles, med drugim tudi nakupovalne vozičke, koš za smeti, pnevmatiko, pa tudi otroški voziček. Nekatera kolesa bodo reciklirani v Bike Labu, ostale smeti pa so namenjene na odpad, kjer bi jih tudi lastniki morali odvreči. Murskosoboški potapljači so lahko Dravo primerjali s prekmurskimi vodami. Kot nam zaupa Miran, je reka Mura za tovrstne akcije prehitra in preveč zahrbtna. Potapljajo pa se v soboško kamenšnico. V Soboti je ta naša kamenšnica zelo fajn in je načeloma zelo čista. Ja, mislim, ni noter takih smeti. Koles, prometnih znakov, pa tega ni noter. Cilj ekološke akcije ni le čiščenje reke, ampak predvsem ozaveščanje meščanov, da reka ni smetišče oziroma odlagališče odpadkov. Zato so organizatorji veseli, da je tudi v reki Dravi takšnih velikih kosovnih odpadkov vedno manj. Motokrosist Tim Gajser je zmagal na 3. dirki svetovnega prvenstva MXGP v Argentini. Gajser je vikend začel z najhitrejšimi časi na treningu, nadaljeval z zmago v kvalifikacijah in zaključil z dvojno zmago na dirki ter prevzel vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva. Za razliko od nemogočih razmer na zadnji dirki v Indoneziji so motokrosiste v Argentini pričakale odlične tekmovalne razmere. Tim Gajser je potrdil, da so zdravstvene težave mimo in dokazal, da je bilo 7. mesto v Indoneziji le splet okoliščin. Gajser je hitrost in dobre občutke s kvalifikacij prinesel tudi na dirko, kjer je blestel v obeh vožnjah. Znova je bil suveren in prepričljiv. V prvi vožnji se je silovito pognal starta in si privozil nekaj sekund prednosti, ki jih je nato s premišljeno vožnjo ohranjal do konca. Do te dirke vodilni motokrosist v seštevku prvenstva Italijan Cairoli je imel v obeh vožnjah obilo težav. Na začetku prve vožnje je kar 2-krat padel in nadaljeval povsem iz ozadja. Napredoval je do 9. mesta in tako izgubil pomembne točke.
Po prvi vožnji je Gajser v seštevku prvenstva za točko prevzel vodstvo. Drugo vožnjo je najhitreje začel Belgijec, ki je vozil na drugem mestu. Italijan je tudi v drugi vožnji padel in ni bil v boju za vrh. Gajser je z izjemno vožnjo stopnjeval tempo in Desala že po nekaj minutah ujel. Belgijec je moral popustiti pod pritiski Gajserja. Aktualni svetovni prvak je prevzel vodstvo in se odpeljal naprej. V ozadju pa se je vnel boj za drugo mesto, ki ga je v drugi vožnji dobil ruski motokrosist. Na sobotainfo.com danes o tem, da bo mestno središče v prihodnjih letih bogatejše za kegljišče, kar lahko pomeni samo še več dogajanja v samem mestu. Več si preberite na www.sobotainfo.com. Mi pa si oglejmo še kratke novice. Na prvi uradni pomladni dan smo imeli pretežno oblačno vreme, medtem ko naj bi imeli jutri še več sonca. Natančnejšo vremensko napoved pa si oglejmo v nadaljevanju. Na prvi uradni pomladni dan smo imeli pretežno oblačno vreme s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 14, v Murski Soboti in Radencih 16 ter v Lendavi 18 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu večinoma sončno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale med 5 in 6 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 20 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma oblačno, na vzhodu bodo krajša sončna obdobja. V četrtek bo le na zahodu večinoma oblačno, pri nas bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature v naših krajih bodo okrog 7 stopinj, najvišje dnevne do 18 stopinj Celzija. Jutri bo po Sloveniji potekal prav poseben dan namenjen poeziji. Kako in zakaj, si oglejte v jutrišnjem Pomurskem dnevniku. Lep preostanek večera še naprej, do jutri, nasvidenje.